Ekološki otok praviloma sestavljajo zabojniki za papir in karton, steklo in embalažo. Namenjen je vsem uporabnikom, ne le tistim, ki živijo v njihovi neposredni bližini. Lokacije v Mestni občini Maribor določa Snaga v sodelovanju s predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter pristojnim občinskim uradom. V Mariboru imamo v tem trenutku nekaj več kot 1000 ekoloških otokov, se pravi več kot 1000 posod za ločeno zbiranje odpadne embalaže, odpadnega papirja in odpadnega stekla. In s tem številom močno presegamo normativ, ki ga na tem področju predpisuje državna zakonodaja. Koliko ekoloških otokov bo Mestna občina Maribor imela, je zapisano v odloku. Ta predpis je zapisan v odloku, ki ureja izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor, in Snaga kot izvajalec javne službe je seveda dolžna ta odlok in ta pravila, ki so zapisana v odloku, spoštovati. Ob nekaterih dnevih se zdi, da bi lahko večkrat odvažali smeti, imeli več zabojnikov, glede na to, da so velikokrat odpadki tudi ob zabojnikih. Tako da načeloma enkrat na teden, razen odpadna embalaža dvakrat tedensko. Odpadkov na ekoloških otokih načeloma ni preveč, zaradi tega, ker ekološki otoki so last nas vseh. Kar pomeni, da če je nek ekološki otok poln, poiščeš naslednjega, ki je pa lahko bolj prazen, in tam pustiš odpadke. Naša ekipa je na terenu ravno ujela starejšo občanko, ki je odlagala odpadke v zabojnike. Odločila se je, da obišče ekološki otok takrat, ko ga že izpraznijo. Probleme zdaj ima, malo več bi moglo biti, včasih se tako nabere, da sploh ne moreš, tu devamo na tla. Potem je tu vse čez, veste, tako je. No, jaz sem zdaj že ugotovila, da moram takoj iti takrat, ko še ni. Odvoz odpadkov iz ekoloških otokov se občanom obračuna preko položnic za črne posode. V ceno te položnice je vključen celoten sistem ravnanja z odpadki. Žal se dogaja, da na ekoloških otokih najdejo velikokrat odpadke, ki tja ne sodijo, oziroma so odpadki tudi nekaj metrov stran od otoka. Dejstvo pa je, da se na ekoloških otokih v zadnjih 2 letih odlaga praktično vse. Najdemo tudi salonitno kritino, se pravi nevarne odpadke, najdemo ogromno kosovnih odpadkov, najdemo hladilnike, se pravi odpadno električno in elektronsko opremo. Predaja teh odpadkov, kosovnih odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme, to je v zbirnih centrih brezplačno. Kršitelje je sicer težko dobiti pri kaznivem dejanju, a če inšpekcijska služba ugotovi kršitev, sledi primerna kazen. Kazni so pa povsem različne, za fizične osebe od 100 do 500 evrov. Kakšen ekološki otok ali zabojnik več v občini ne bi bil odveč. Dejstvo pa je, da nekaterim občanom pri odpravljanju njihove navade odlaganja odpadkov v gozd tudi zabojniki ne bi preprečili.